Dober dan. Dober dan. Zadnjič letos, čez tole grozno leto, bo naredila počasi križ, predtem bo pa naredila evidenco. Covid. Državi gre slabo. Po primerjavah med državami se je večja tragedija zgodila samo še Belgiji. Zakaj? Dobro vprašanje, verjetno gre to vštric tudi z slabim ukrepanjem ali pa neukrepanjem uradnih ljudi, ne? Tistih, ki so za to zadolženi. Dvomim, da bi to se na nekem tako malem teritoriju skoncentriralo vse tegobe sveta pa povzročile tako stanje. Ne. Tisto, kar je zanimivo, ne, mi smo imeli prvi val epidemiološko po tem, kako je bila epidemija zamejena, zajezena, imeli pravzaprav eno najbolj ugodnih rešitev v teh pomladnih mesecih in izjemno tragično v jesenskih mesecih. Spomladi smo poslušali, česa vsega vlada Marjana Šarca ni naredila. Kar jaz opažam, je to, da je v času, ko se je rast epidemije v prvem valu umirjala, pravzaprav vlada se ukvarjala z nečem, čemur je premier Janez Janša rekel, poskus poenotenja tako imenovane stroke. To poenotenje tako imenovane stroke je vodilo v to, da se je pravzaprav obglavilo vrh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in se je strokovnjake za epidemiologijo, kot pač eno od medicinskih ved, postavilo na stranski tir. Potem pa pravzaprav strokovnjakov za epidemiologijo ni bilo več oziroma so bili praktično neslišni. Imamo sicer na čelu Inštituta za javno zdravje strokovnjaka za javno zdravje, Milana Kreka, vendar je njegova ožja specialnost vprašanje narkomanije, ne pa epidemij. Ali je po tvoje odnos do tako imenovane stroke, če uporabim izraz predsednika vlade, pravzaprav razlog, da nam je šlo jeseni toliko slabše? Zdaj, jaz bolj mislim, da je splošna erozija zaupanja v pač ukrepe in državo več naredila kot pa pač slaba stroka ali kakorkoli že. Mi stroke kar nekaj je, ne, in recimo tudi Amerika ima svojega Faucija, kljub temu, da je Trump počel velike neumnosti v zvezi s tem in jih v bistvu še počne, ampak stroki se je vedno zaupalo, ne zaupa se pa ukrepom. Ne. Jaz mislim, da se je pač ta erozija začela iz dveh, iz objektivnega pa subjektivnih razlogov. Objektiven je pač ta, da smo imeli v določenem obdobju velik tranzit iz Bosne proti Nemčiji in tako. To je nek objektiven faktor, tam je bila kužnost visoka. Subjektiven faktor je pa to, ne, da so zdajšnji ukrepi nelogični, nesmotrni, včasih celo nesmiselni. Ne. Mislim, mi, ki živimo v takih krajih, da gledamo pač te turistične zadeve, ne. To se pravi, to je ko poleti, ne. Ljudje se drenjajo, mislim, jih tudi razumem, ne, če ti živiš v Ljubljani nekaj mesecev, recimo v neki megli in tako naprej in se hočeš sprehoditi, pač greš nekam in se sprehodiš, ne. Ampak ljudje tega ne bi počeli, če bi imeli zaupanje v smiselnost lastnega žrtvovanja, ko ob tem gledajo, da za nekatere pa ukrepi pač ne veljajo, niso veljali, ne bodo veljali, se začnejo neka določene zaupanja. Jaz mislim, da tukaj je možno iskati pač
zelo en bistveni razlog za pač to razliko, za to bistveno razliko med prvim in drugim valom. Ne. Pri teh igrah zaupanja ne gre samo za to, samo za vprašanje, veš, ali ljudstvo, se pravi prebivalci, javnost zaupa ukrepom vlade, ampak je šlo ves čas tudi za to, ali oblast zaupa ljudstvu. Sporočilo oblasti, kot sem ga jaz razumel, je, da ljudstvu ne gre zaupati zato, ker se bo obnašalo neodgovorno. Ne? V kolikšni meri je to sporočilo, ki je prišlo do ljudi, ne, da je ljudstvo v izhodišču neodgovorno in ga je potrebno krotiti z represivnimi prijemi, pravzaprav botrovalo reakciji ljudstva, da to preneha zaupati vladajoči ekipi. Če odgovorim z drugega konca, ne, kaj ljudje gledajo zdaj, kaj oblast počne? Ona v bistvu uporablja metodo in filozofijo izrednega stanja za predatorske pohode. Ne. In to je zdaj videti na področju zdravstva in so dileme, ne, so neke se prste steguje, se poskuša zaslužiti v izrednem stanju veliko denarja in to javnega denarja in tako naprej. Ne. In recimo, če vzamemo samo tisto, branžo, kjer midva delava, pač predano poskušava delati čim boljše, ne. To pa je nekaj, ne, kjer ljudi moraš imati resno. Ljudje imajo pravico do obveščenosti, imajo pravico do debate, če jih ti prizemljiš, ne, če rečeš nikamor ne smete iti, ampak časopis pa mora priti do ljudi in če grejo v trgovino tako, da kupijo kruh, mleko in še mnogo drugih stvari, bi lahko kupili tudi časopis. Ne. In ko enkrat dobijo, recimo samo na enem primeru, pride do ukrepa, kjer vlada v bistvu s svojimi maščevalnimi, noro ideološkimi in tako naprej motivi udira v prostor človekovega, kako ne rečem, intelektualnega udejstvovanja, državljanskega premisleka in tako naprej, kar časopis ponudi, ne, potem kako jo boš imel kjerkoli resno. In dejansko stalno se je pozivalo k enotnosti, zdaj se moramo poenotiti, ne, dobili so tudi visoko duhovščino, zato da so jo vpregli v propagandni aparat, zdaj moramo biti enotni, zdaj moramo biti ne vem kaj vse. Ne. Se pravi, na drugi strani, iz vladne strani pa dejansko, tako kot si povedal, nezaupanje do ljudstva, ljudstvu ne verjamejo in v bistvu jih postavljajo pred serijo izvršenih dejanj, ki so vedno vzete kot nesporazum in poti nazaj ni več. Ne. Skratka, to je nemogoča pozicija. Jaz mislim, da imamo mi v Sloveniji še večji problem od samega covida, to je vlada. Včeraj je zgodilo se nekaj, kar pravzaprav v polju politike daje morda do neke mere piko na i temu letu. In sicer stranka Modernega centra je vložila amandma, s katerim naj bi v okviru zakona PKP7, se pravi protikoronskega zakona, zagotovili denar za Slovensko tiskovno agencijo. Situacija je tako skrajno bizarna. Ne? Seveda je vlada dolžna pogodbene obveznosti do Slovenske tiskovne agencije izpolnjevati, da se pa to, kar se zdi pogodbena obveznost, dodatno predpiše še z zakonom, ki je vpet v ukrepe proti epidemiji, je pa nenavadno, hkrati je pa to znak, da vladajoča koalicija, vsaj na tej točki, preživlja čas nekih globokih razpok. Ne? Je to po tvoje znak, da smo priča, pa zdaj ne govorim o tragičnem potresu na Hrvaškem, da smo priča neki tektonski prelomnici ali gre za epizodo samo, ki ne bo imela globih posledic?
Tektonskih ni, ne more biti iz preprostega razloga, ker so te koalicije oziroma člani koalicije, stranke koalicije so zažgale in unovčile vse džolije, ko se pravi, nimajo praktično več na razpolago. To je pa gesta. Tako gesto ne moš drugače kot pozdraviti, da končno rečeš, so dojeli, da je zakonodajalec parlament, ne pa vlada. Ne. Se pravi, da je vlada izvršnik in da mora izvršiti to, kar parlament reče. Ne. Pač Janša te stvari lahko tudi, da ne upošteva. Ne. Jaz mislim, da je toliko mejna osebnost, da lahko izziva tudi mejne ukrepe ali pa ne ukrepe, da lahko tega celo ne bo upošteval, tega lahko celo ne bo kot vlada plačal in mu je zato popolnoma vseeno. Tako ima trumpovski potencial, ki v vsakem trenutku lahko naredi totalno neumnost in ga zato niti sram ne bo in bo še vedno imel zato toliko pa toliko privržencev. Zato Janša kot tak pač nikoli ne bo osnovni problem. Osnovni problem so vsi tisti, ki ga omogočajo in omogočajo ga koalicijski partnerji in SMC prva med njimi. Tako da, če so enkrat naredili pač neko gesto, so še vedno na ravni ure, ki je 2-krat na dan točna, ki stoji, pa stoji zraven. Tako da hvalil jih jaz ne bi, samo poteza je pa pozitivna, v tem pa ni nobenega dvoma. Dobro, recenzija celotnega političnega delovanja, če dava epidemijo v oklepaj, kje je Slovenija? Tako kot se zdi, smo na nekih geostrateških prelomnicah, z odhajajočo ameriško administracijo smo podpisali sporazum o globokem prijateljstvu, pa ob tem pozabili, da Trumpova ekipa odhaja. Sprti smo z Kitajsko, ker smo Huawei jim dali na črno listo nekem status quo glede Rusije. Vedno bolj dvomljiv status imamo, po moji oceni, v okviru Evropske unije. Perspektiva na Zahodu, z novo administracijo v ZDA, je pa prej ko ne slaba. Ja, jaz bi tako letel na rob in sploh povedal, da sem optimist in da mislim, da ima Slovenija pač svojo prihodnost in svoje lepe možnosti. To rekši, pa takoj pridodam, da sicer ne vem, kje je odgovor, pa kakšne so te rešitve, nimam pojma. Zaradi tega, ker v okviru te linije argumentacije in te linije ravnanj političnih in družbenih, kot jih zdaj imamo, ne vidim rešitve. Pač ne. Ampak vem pa, da rešitev je in se tukaj postavljam pač v biblično badjojevsko pozicijo, stati na poziciji nemogočega, vztrajati v nemogočem in uspeh je zagotovljen. Na končni uspeh. Vem pa nekaj, to, da recimo že samo dejstvo, in tle bom spet pel glorijo našemu časopisu in drugim časopisom, ki ne samo da kronografirajo, ampak tudi zaznamujejo določene poante, ki ostajajo trajne, in zato se pač potrebuje nekaj inkubatorjev. 30. obletnici je delo krasno priklicalo vzdušje okrog plebiscita in pa dileme, na novo postavilo celo nekatere nove definicije in obračunalo z miti, ki so bili veljavni, zlasti tisti o enotnosti in tako naprej. In preprosto se mi zdi, da mi svoje smo povedali, mi smo naredili, postavili smo teren, dali smo fondo in tudi določena intelektualna sredina v Sloveniji ta isto storila, dajmo času pač čas, da se, ki prostor rabi neko inkubacijsko dobo, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da predvsem ne gre izgubiti te bazičnega optimizma, ki je vedno, ni nujno, da je to samo neka iluzija ali pa prostor iluzije. Jaz mislim, da ta bazični optimizem je tudi inkubator nečesa novega in če se ta trenutek to novo ne vidi, še ni rečeno, da ga ni. Namreč v okviru zdajšnjih alternativ, dobro, jaz bi rekel temu letu na rob, je že treba to povedati,
Jaz mislim, da ta vlada mora čim prej zapustiti to prizorišče. Ne. Žal pa moram pri tem ugotoviti, da poskusi, ki spremljajo to, po mojem mnenju, preprosto niso najbolj verodostojni. Ne. Zdaj, če me vprašaš, kaj je večje, pa kaj je manjše zlo, tukaj se lahko pogovarjamo. Ne. Ampak tako, kot je bila stvar zastavljena, dajmo narediti, recimo temu, neko vlado enega realnega izhoda, ki ima, recimo, politično pred očmi tudi, recimo, pogled na državo, neko državnost, državotvornost in tako naprej. To se je meni zdelo pač smiselno, ne? In to zdaj umanjka, ne? Ampak kakorkoli, dajmo to debato peljati naprej v naslednjem letu, pa rečem, ne, na koncu pač tega leta ta vlada je naredila nepopisno škodo, upam, da še popravljivo, na vseh področjih, ki si jih naštel, pri čemer zamera Kitajske mene še najmanj skrbi. Tukaj sem jaz v bistvu tako rekoč na Trumpovi strani. Ne? Zato, ker jaz mislim, da dominacija, ki bo zamenjala ali pa bi lahko zamenjala ameriško dominacijo, bi bila zelo slaba novica za ves svet, tudi za nas. Ne? Ampak vse ostalo, ne, to, da smo izgubili ugled v Evropski uniji, mogoče ga pa nikoli nismo imeli, pa je samo igra tekla. Ne? Mogoče pa zdaj priložnost, da ga pridobimo. Ne? Mogoče pa zdaj priložnost, da postavimo nekatere državniško, politično-filozofske temelje, izrečemo tiste izjave in rečemo, tole hočemo. Hočemo imeti ponovitev moderne države z ločitvami vej oblasti in tako naprej. Ne? In hočemo ustavnost, ki je zapisana v ustavi, pripeljati v prakso, v državo in v državni zbor in tako naprej. Ne? Mediji bomo tukaj odigrali ključno vlogo. Drugo bodo odigrali pač intelektualci, ki te stvari znajo, ampak brez medijev tega tudi ne bodo mogli početi, brez dobrih medijev, govorim, relevantnih medijev. Ne? In ne vem, zato se jaz prav čudim, ne, s kakšno lahkotnostjo se vpleta po medijih, in kako neprizadeti so ljudje, ki bodo na koncu koncev to branžo najbolj pogrešali, če izgine. Ne? Dobro, Janez, hvala lepa za tokratni razmislek. Naslednje leto se spet vidva. Srečno. Srečno.